Dober dan. Na začetku bi se rad zahvalil svojim Patreon podpornikom, ki v bistvu s svojimi komentarji pa idejami skrbijo, da moj vlog pa blog nastaja tako nastaja, plus seveda z njihovo podporo. Tako da hvala za vse ideje, pa komentarje, pa vprašanja, pa itak vašo podporo, ko pač jo prispevate za razvoj mojega kanala. V glavnem, dan se bomo pogovarjali o eni, po mojem mnenju, ful zanimivi temi. In sicer, kako lahko mraz oziroma nasploh namakanje v mrzli vodi vpliva na pojav oziroma zaščito pred Alzheimerjevo boleznijo. Dejansko sem mislil, da bi kar nadaljeval vlog takoj po postenju naslednjega v postenju, ampak sem naletel pol na ta članek oziroma študijo, ki je bila narejena tudi na ljudeh in mi je bilo ful zanimivo, pa sem rekel tega vmes vrgel, ko bo ful na hitrco, pa res se mi zdi ful zanimivo. Zdaj, uporaba mraza oziroma nekih hladnih obkladkov ni nekaj novega pri zdravniški stroki nasploh. Še posebej, ko se gre o operacijah možganov. Tam v bistvu nevrokirurgi predvsem hlajenje oziroma neke hladne obkladke uporabljajo, zaradi tega, da v bistvu zaščitijo nevrone oziroma razpad, nevrodegeneracijo pri določenih operacijah, ki pač potekajo na možganih. Eden izmed bolj znanih oziroma bolj takih, ko pač to promovirajo, je teti mojster, ko se bo tule njegova slika pojavila, mislim, da je Jack Kruse ali Kruse, ne vem, kako točno se prebere. On je v bistvu en ful dober nevrokirurg, ki priporoča nasploh izpostavljenost mrazu, on pa že pač v svoji praksi skozi uporablja mraz oziroma hladne obkladke, tako sem že prej rekel, za svoje posege in ima ful dobre rezultate. Zdaj v Patreon skupino bom delil tudi link do njegove strani, pa do njegovih vlogov, pa blogov, pa njegovih podcastov, ko jih imajo ljudje z njim, ko ima ful zanimive določene teorije, pa na kak način dela, pa na kak način bi lahko nas mraz zaščitil še tudi pred določenimi drugimi stvarmi. Ampak danes se bomo pač pogovarjali o Alzheimerjevi bolezni. Zdaj na začetku je najbolj pomembno, da si pogledamo, kaj Alzheimerjeva bolezen oziroma stanje sploh je. V bistvu je Alzheimerjeva bolezen najpogostejši vzrok demence. Dejansko 60% ljudi, ko imajo demenco, prizadene pol naknadno oziroma pač postopoma tudi Alzheimerjeva bolezen. Zdaj, kaj se fiziološko dogaja v možganih za nastanek Alzheimerjeve bolezni? V bistvu je znano to, da v možganih nastajajo senilne lehe in neurofibrilarne pentlje. V senilnih lehah se v bistvu kopiči neka spremenjena oblika beta-amaloidnega proteina, ki je pa sicer tudi prisoten pač naravno v zdravih možganih, ampak ga telo zna spucati, o tem bom tudi pol nekaj povedal. Pol pa drug vidik se pa v bistvu v živčnih celicah kopičijo v tako vijačnico zvite strukture beljakovine tau. Se pravi, beta-amaloid pa beljakovina tau sta dve glavni beljakovini oziroma dva glavna substrata, kakorkoli bi temu rekel, ko je zaenkrat fiziološko povezan z demenco. No, in zaradi kopičenja tetih senilnih leh in neurofibrilarnih pentl v bistvu odmerajo živci. In če pogledamo bolnike z demenco pa z Alzheimerjevo boleznijo v primerjavi z bolniki, oziroma v primerjavi z zdravimi ljudmi, če pogledamo njihove možgane, imajo v povprečju, tisti, ko imajo neko že razvito demenco, približno 1000 gramov težke možgane. Zdravi ljudje jih imajo pa približno, oziroma jih imamo pa 1300. Se pravi, dejansko 30 dek manj možganov imajo ljudje z višjo stopnjo oziroma bolj razvito stopnjo demence. Zdaj, točen vzrok za nabiranje pa nastajanje tetih leh pa onih neurofibrilarnih pentl še ni točno znan, ampak raziskave pa močno kažejo, da je povezan z nasploh nezdravim slogom življenja, predvsem tudi prehrana lahko na to vpliva, najbolj pa itak spanc. Ok, zdaj pa, ko malo bolj razumemo, kaj je to demenca, pa kaj je to Alzheimerjeva bolezen, si pa zdaj pač lahko pogledamo raziskavo, pa zakaj je sploh pomembna, pa meni zanimiva. Je pa v bistvu se vse začelo z eno raziskavo na miškah, ki so jo naredili v Londonu, se mi zdi, oziroma pač nekje v Angliji leta 2015. In sicer raziskovalce je ful fasciniralo, kar se tudi meni zdi fascinantno, da so predvsem glodavci, v tem primeru miške, so med hibernacijo dejansko zgubile 20-30% možganskega volumna. Pol so pa, ko so pa prišle iz hibernacije, ko se jim je telesna temperatura nazaj dignila na 37 stopinj, so pa dejansko povrnili 100%, se pravi 100% volumen možganov. Dejansko je najboljši primer, tako bi prej rekli, zdravi možgani pred hibernacijo so imeli kilo 300, potem smo šli hibernirati, smo se zbudili, smo imeli kilo, potem smo pa čez čas, ko se je povrnila telesna temperatura, pa naše funkcije so se pa možgani spet regenerirali na kilo 300. Tako da, to jih je pač ful fasciniralo in potem so šli pogledati, kaj se to dogaja, pa s čim je to sploh povezano.
In zdaj v bistvu so si raziskavo zamislili na tak način. Imeli so dve skupini mišk. Ena skupina je bila pač zdrave miške, druga skupina so bile pa miške, ko so imele eno nevrodegenerativno bolezen, ko bi lahko rekli dejansko mišja Alzheimerjeva bolezen. In pač so šli gledati v primerjavi, kaj se zgodi, ko dajo miške hibernirati, in pol pač kaj se bo zgodilo z zdravimi, pa kaj se bo zgodilo z nezdravimi miškami. Zdaj naredili so to v bistvu tako, da so jih pohladili na približno 16 do 18 stopinj, tako se v bistvu zgodi med hibernacijo. In pol so jih pač telo zagreli nazaj na 37 stopinj. In so ugotovili, da pač zdrave miške se normalno regenerirajo možganske strukture oziroma predvsem nevronske možganske povezave. Pri nezdravih miškah z Alzheimerjevo boleznijo se pa tiste povezave niso več regenerirale nazaj. No, in pa ko pač so šli raziskovati, zakaj se je pa v bistvu to zgodilo, zakaj imajo zdrave miške tako sposobnost regeneracije teh možganskih pač povezav, so pa ugotovili, da se sprošča pri njih ena beljakovina, ki se imenuje RBM3. In so ugotovili, da je to v bistvu cold shock protein, zdaj ne vem, kako bi pač to najboljš poimenoval po slovensko, po moje najboljš protein odziven na mraz. Tako imamo pač proteine odzivne na toploto oziroma heat shock proteins, imamo pa zdaj cold shock proteins, se pravi pač dejansko protein odziven na mraz. No, in potem so pač ugotovili, da je teta RBM3 protein najbolj povezan s teto neuroregeneracijo in da se pri miškah, ki so imele pač Alzheimerjevo, testa beljakovina sploh ni sproščala oziroma se je sproščala v ful manjših količinah. In potem so rekli, ok, pač to je bila zdaj študija na miškah, a zdaj pač ljudje to imajo, glede na to, da še do takrat ni bilo narejene nobene študije na ljudeh. Zdaj pa to je pač predvsem zaradi tega, ker je baje neetično ljudi podhladiti v namene raziskav, če se zdaj sami ne javijo. In potem so imeli ful srečo, da so dejansko dobili prostovoljce, ki so jih merili 3 zime, leta 2016, 2017 pa 2018, ki so bili v bistvu plavalci v hladnih vodah. Pač dejansko imamo šport, ki plavajo v hladnih vodah in so pač na njih merili tisto količino tega proteina RBM3. Kontrolna skupina je bila pa v bistvu ena skupina, ko je zunaj izvajala neko fizično aktivnost, mislim, da je bil tai chi ali nekaj takega, v glavnem v istem okolju, približno samo da pač oni niso šli v vodo. Ok, in kaj so pol na ljudeh ugotovili? Ugotovili so, da imajo plavalci v mrzlih vodah dejansko ful više količine tega RBM3 proteina v primerjavi s kontrolno skupino. Tudi kontrolna skupina je imela teti protein v krvi, zaradi tega, ker mogoče pač itak so delali približno na istem temperaturnem okolju odzvon, pa tudi verjetno je to naravni odziv človeškega telesa in tu so bili dejansko zdaj prvič izmerjeni v zgodovini nivoji RBM3 proteina na ljudeh. V glavnem, vodilna raziskovalka Giovanna Malucci, zdaj ne vem, če se tako prav reče, bom tule dal njeno sliko pa ime, pa lahko vsak prevede, tako je treba, je v bistvu pol potem zaključila, da če bi mi najdli nek način, da bi lahko umetno povišali tet protein RBM3 pri ljudeh, bi dejansko lahko pomagali upočasniti Alzheimerjevo bolezen oziroma demenco ali pa celo pozdraviti. Je pa tudi seveda sama pol še poudarila, da zdaj mrzla kopel oziroma namakanje v mrzli vodi ne more biti rešitev, zato ker bi mogoče 1% populacije, ko so pač prizadeti z demenco pa z Alzheimerjevo boleznijo, bi mogoče šlo namakati. Jaz sicer pravim, da če bi jim povedali, kako pa kaj pa če jim bi zdravnik rekel, bi verjetno malo več populacije to delalo, ampak ok, ona je hotela najti neko lažjo rešitev in sicer, da bi umetno povzročili te nivoje, se pravi z nekim zdravilom. Zato je bil tudi povod v to raziskavo, pa je to tudi zanimalo. Skratka, pač kaj zdaj v bistvu potegnemo iz te študije? Pač študija je pokazala, da ljudje tako živali proizvajamo te cold shock proteine, ko so v bistvu pač odzivni na mraz, in večja količina tega proteina oziroma nivojev tetih proteinov v telesu, ko je, manjša je možnost oziroma boljša je zaščita pred Alzheimerjevo boleznijo. To še seveda ni zdaj z neko zagotovostjo potrjeno, ampak pri miškah so ugotovili, da je to najmočnejša korelacija in je najbolj povezano s tem, pa pri ljudeh so isto videli, da se dvignejo. Teda pač pol so itak projicirali to na ljudi, kar mogoče sicer ni najboljš. Ampak po mojem mnenju, naprimer, lahko mrzle kopeli, oziroma pač mrzli tusi, ko so ful lažji kot mrzle kopeli, lahko pač povem iz izkušenj, kot da jih izvajamo na dnevni ali pa na tedenski ravni, lahko poleg zelo kvalitetnega spanca in poleg prehrane pa nasploh zdravega življenjskega sloga še bolj pomagata pri pojavu demence in Alzheimerjeve bolezni. Pač lahko počasnita njeno progresijo. Zdaj pa še to lahko povem samo za na konec, da itak te mrzle hladne kopeli pač pa namakanje v hladnih vodah je itak pač pokazalo po raziskavah, da ima še tudi druge dodatne pač učinke. Ne samo, da pač zdaj naprimer pomaga pri neurodegeneraciji, ampak dejansko je bilo v raziskavah in na miškah in na ljudeh pokazano še pač par stvari.
Najbolj se na ljudeh kažeta naprimer podpora za imunski sistem, če se seveda s tem ne pretirava, pa podpora pri regeneraciji mišičnih tkiv. Dejansko mrzla voda tako fajn regenerira mišice, da če smo predolgo v premrzli vodi po treningu, lahko dejansko znižamo adaptacije. Se pravi, mišični prerastek ne bo tako velik. Pol se nekaj kaže predvsem na miškah, da pomaga tudi povečati tvorbo rjave maščobe. To se zgodi zaradi tega, ker se vključijo v mitohondrijih eni proteini, ko mislim, da se jim reče mitochondrial protein uncoupling gen, nekaj takega. Zdaj ne vem, če sem čist prav povedal, če ni, itak bom tule gor napisal zraven, kaj točno se reče. V glavnem to tvori, da se bela maščoba, se pravi tista maščoba, ko je metabolno neaktivna, ko je pač opazna tule na trebuških, se spreminja v metabolno aktivno rjavo maščobo, ko pa pol služi, da pač segreva naše telo in se s tem tudi porablja več kalorij. Ampak to je res minimalno, to je zdaj samo preštek za zanimivost. Pokazalo se je tudi pri miškah in pri ljudeh, če se ne motim, da lahko nekaj pomaga pri nevrodegeneraciji. Zdaj, če odmislimo to študijo, pa gledamo še na druge stvari, mislim, da se je nekaj pokazalo tudi v hipokampusu, v glavnem itak bo tule gor letelo, pa vse študije bojo v Patreon skupini. Teda to je že 4 stvari poleg tega, kar sem zdaj naštel, kar nam rast lahko pomaga. Zdaj, če bojo pa slučajno koga študije zanimale, so tako vedno v Patreon skupini. V Patreon skupini bom objavil tudi nadaljevanje te teme in sicer se bom malo bolj posvetil, kako lahko belo maščobo še malo bolj hitro pretvorimo v rjavo maščobo, ker so določena hranila oziroma tudi določeni prehranski dodatki bili pokazani, da lahko to malo pospešijo, pa nekaj se tudi govori o ketonih, ampak to bomo pa razdelali v Patreon skupini. Teda, če koga to zanima, mogoče kako bo lažje se zgubil, mogoče kakega procentka maščobe, se ne pridruži Patreon skupini, pa bo zvedel. Fajn bi bilo, če se tudi video share, oziroma kjerkoli video iz moje strani. Imam en zanimiv video, ko je bil prejšnji teden objavljen, sicer v delnem postenju sem začel delati tudi, pa bomo razdelili delno postenje na ful več videov, pa se bomo v vsako temo malo bolj podrobno posvetili. Zdaj, če koga zanima tam, naj tam pusti komentar pod video, pa bom mogoče njegovo vprašanje naslednjič odgovoril v vlogu o fastingu. Hvala lepa, ajde!